Sem mlada novinarka Alenka in danes nam je v naši oddaji pridružil Rok Tadej-Drušek iz 8. B. Lepo pozdravljen, Rok. Pozdravljena. Prav gotovo te vsi poznamo, predvsem po tvojih mnogih dosežkih in priznanjih. Bi nam jih mogoče malo predstavil in izpostavil najljubšega, oziroma priznanje, na katerega si najbolj ponosen? Letos sem dosegel zlata priznanja na področjih zgodovine, angleščine ter logike. Najbolj pa sem ponosen na 2 zlati priznanji, ki sem ju dosegel v mesecu maju. To sta zlato Preglovo priznanje z področja kemije ter zlato Vegovo priznanje z področja matematike. 5 zlatih priznanj, to si mogel veliko truda vložiti. Hvala. Si tudi odličen pianist in tudi na tem področju dosegaš vrhunske rezultate. Povej, kdo te je navdušil nad igranjem klavirja in zakaj si se pravzaprav odločil za ta inštrument? Klavir igram že od 7. leta starosti, za ta instrument me je navdušila družinska prijateljica. Sicer ne vem, zakaj sem se takrat odločil ravno za ta instrument, ampak ko pa danes tako razmišljam, pa mislim, da me je privlačil ta simfonična podoba zvoka, orkestrski zvok. Tudi meni je najbolj všeč zvok klavirja. Kolikor vem, si letos uspešno opravil spremne izpite za vzporedno izobraževanje na umetniški gimnaziji. Po končani osnovni šoli pa nameravaš izobraževanje nadaljevati na gimnaziji v Velenju. Imaš morda že kakšne načrte, kam nameravaš po šolanju, oziroma kakšen bi bil tvoj sanjski poklic? Pravzaprav še nimam nobenih načrtov, kje bi nadaljeval šolanje po gimnaziji. Tudi sanjskega poklica še nimam izbranega, verjamem pa, da bo to verjetno v bolj naravoslovnih vodah. Imaš že še nekako približno predstavo, kaj bi to bilo? Približno predstavo. Ja, približno, kaj boš. Kar nekaj z naravoslovja. Pa verjamem, da tudi zelo rad bereš. Katera je tvoja najljubša knjiga in zakaj? Nimam najljubše knjige, ki bi jo prebiral znova in znova. Prebiram različne zvrsti knjig, trenutno me zelo privlačijo zgodovinski romani. In katero knjigo si nazadnje prebral? Nazadnje sem prebral knjigo za bralno značko, Deljenost 2. Bi jo priporočal še komu drugemu? Z branjem nikoli ne zgrešiš. Glasba predstavlja velik del tvojega življenja. Kakšno glasbo najraje poslušaš in kaj meniš o ostalih zvrsteh? Poslušam različne zvrsti glasbe, sicer sem nekoliko bolj izbirčen kot povprečen poslušalec, ampak poleg klasične glasbe poslušam tudi ostale zvrsti. Imaš kakšnega posebnega vzornika ali vodilo v življenju? Pravzaprav nimam neke osebe, po kateri bi se vzoroval na vseh področjih in jo skušal posnemati. Po različnih ljudeh, lahko so tudi ljudje vsakdanjega življenja, sorodniki, učitelji, se poskušam na različnih področjih približati. Zbereš najboljše od najboljšega. Ja. Kaj se ti zdi najpomembnejša vrlina oziroma stvar v življenju? Na ljudeh najbolj cenim to, da so pošteni. Vsaka kritika je dobrodošla, vsaka konstruktivna kritika je dobrodošla. Najbolj pa me odbija ciničen pristop, ko vem po tonu, da nekdo ne misli resno tega, kar je rekel. To verjetno odbija tudi največ ljudi. Katera beseda bi te najbolje opisala, če bi moral izbrati le eno? Verjetno bi si moral izmisliti novo besedo. Saj se mi zdi, da ena beseda ni dovolj, da bi opisala celotno človekovo osebnost. To je res, ja. Pa se vprašala na koncu tega pogovora oziroma intervjuja. Upam, da nisem spraševala preveč in da sem vam gledalcem Roka predstavila v najboljši luči. Z vami sem bila mlada novinarka Alenka.